Urbanov nasvet. Tokrat o tekaški uri Garmin FR10. Moji ženi Jasmini sem podaril že 2 športni uri. Obeh je bila vsakič vesela. A kaj, ko jo potem ni zares uporabljala? Obakrat se je zataknilo pri navodilih za uporabo. Očitno želja po merjenju časa, razdalje in hitrosti teka ni bila večja od višine praga, ki ga preprosto moraš prestopiti, da posamezno napravo udomačiš. Ko sem videl reklamo za novo tekaško uro Garmin FR10, na kateri je pisalo, da je uporaba zelo preprosta, sem takoj pomislil, da je vredno vsaj poskusiti. Zaprosil sem Garmin, da mi posodijo testno uro. Dal sem jo Jasmini in ji nisem prav nič razlagal, kako jo naj uporablja. Prav radoveden sem bil, kaj bo rekla na koncu teka. Torej, kako je šlo, sem jo previdno vprašal. Odlično, je z nasmehom odvrnila. Dobro dela tale urca. Res je preprosta za uporabo in ima vse, kar me zanima. Torej, kaj lahko od Garmina FR10 pričakujemo, poleg res enostavne, tako rekoč instinktivne uporabe? S pomočjo GPS signala vleče sled poti našega teka. Tako dovolj natančno meri razdaljo teka, hitrost oziroma tempo teka, seveda tudi čas, izračunava pa tudi približno količino energije, ki jo porabimo. Preden stečemo z novo uro, pa vseeno ne bo nič narobe, če si jo malo nastavimo. Pa poskusimo. V oddelku nastavitve si lahko nastavimo alarm, zvoke, težo, v podpoglavju priprava, izberemo, na kakšen način se izkazuje čas, kateri jezik prikazuje ura in merske enote, torej kilometri ali milje. Zdaj izberemo poglavje oblika. Lahko izberemo ritem ali hitrost. Jaz imam raje ritem, torej koliko časa porabim, da pretečem 1 kilometer. Na oddelku možnosti teka lahko nastavimo tek hoja. Če smo začetniki, je zelo priporočljivo, da naš tek pogosto prekinemo z odseki hoje. Zato je ta možnost na uri lahko zelo koristna. Tako na primer nastavimo 1 minuto teka in 2 minute hoje. Čez en teden, na primer, podaljšamo tek za 30 sekund in tako postopoma napredujemo. Če nočemo uporabljati te funkcije, jo preprosto izklopimo. Izberemo lahko tudi virtualni pacer oziroma zajčka. Nastavimo si lahko tempo, ki ga želimo teči. Na primer, če želimo preteči 10 km v 1 uri, si lahko nastavimo zajčka, da nas spodbuja, da tečemo 1 km v 6 minutah. Pri možnostih teka lahko izberemo tudi kroge. Torej, lahko nastavimo avtomatsko merjenje časa na 1 km ali pa sami merimo čas posameznih poljubnih razdalj ali na primer krogov. Vklopimo lahko tudi avtopavzo, torej samodejno zaustavitev ure, ko se ne premikamo naprej. Nastavimo pa lahko tudi podatkovna polja. Jaz sem izbral na prvi strani, da mi prikazuje tempo in razdaljo, na drugi strani pa čas in kalorije. Zdaj pa gremo na tek. Pritisnimo prvič na ta gumb, ko ura najde ustrezen GPS signal, pa pritisnemo še drugič na isti gumb, gumb tekača. Ko zaključimo s tekom, pritisnemo spet gumb tekača, potem pa lahko izberemo, da se podatki shranejo. V oddelku zgodovina si lahko ogledamo informacije zbrane iz preteklih treningov. Pokaže se nam čas teka, razdalja, ki smo jo opravili, povprečen tempo, koliko energije smo predvidoma porabili in čas, ki smo ga porabili za posamezen kilometer poti. Seveda, če smo si pred tekom nastavili avtomatsko merjenje časa na 1 km v podpoglavju krogi. Ko pa našo urico priklopimo na računalnik, pa lahko naš tek pogledamo še iz ptičje perspektive. Hkrati jo še napolnimo z novo energijo za prihodnji tek. Na spletni strani Garmin Connect naložimo podatke. Poimenujemo še na primer trening in si ga pogledamo. Preko Facebooka ali pošte pa naš tek delimo tudi s prijatelji. Dober tek!